Sedaj pa se mi je v studiu pridružil lastnik Tinekovega broda, Jože Pozderec. Najprej seveda lepo pozdravljeni. Ja, lep pozdrav. Razlog za tole povabilo v naš studio je končanje projekta Vodna doživetja in aktivni turizem poti reke Mure. In v sklopu tega projekta je bil Tinekov brod iz Zgornje Bistrice vodilni partner in med drugim ste v sklopu projekta obnovili sam brod. Povejte kaj več o tej obnovi. Ja, mi smo to prenovili, 100% prenovili. To je pa bilo 21, 22 leta pač. Malo nas je tudi se v to zavleklo, ko je ta COVID bil. Zdaj pa eni strani je še kar dobro bilo, ko smo mi sami tam delali zunaj v narave. Prenavljali smo ga cirka pol leta, dobrega pol leta. Vse smo ga razstavili, vse od A do Ž. Celi leseni del smo odstranili, čolne, po domače kumpe smo vzeli ven iz vode, odpeljali v delavnico, se prepeskali, pločevino zamenjali, pač kaj je trebalo. Potem je pa bila še ena moja želja, ko mi ti čolne pač zadelamo dol, ne. Pa smo eno konstrukcijo takšno lahko napravili, pa pač pokrili, tako nimam več zdaj na voljo za dež, za sneg, pač voda gre dol, to ima otoke dol, les je nad tem. Taka je to ena čudovita stvar, morate si pogledati. Zmanjša si dela, pač napornega dela. Zdaj to smo mi pol leta delali, jaz bi pravil tako, na koncu smo ga sestavili na suhem. On tehta celi 15 ton, s tem, ko smo mi to vse tramove pa vse napravili na suhem, potem smo naročili eno veliko dvigalo, pa vse skupaj, da je bil sestavljen, smo ga dvignili v vodo. Malo sem pač začuden bil, kako bo to plavalo, ne. Ali je to šlo tako, kako mora biti. Še sam sem gor bil, ko sem odvežival sajle. Tako zdaj vidim, ko je to dobra stvar, pač s pomočjo sredstev to ne bi mogel. Sedaj vozimo brod, skozi zimo tudi voze, samo na poziv, ne. Poleti pa tako imamo vsak dan odprto. Imamo tudi ponudbo na internetni strani, tam imate vse gor. Me pokličejo, tako je. Delamo družinsko, tako je, pač vsi smo zadovoljni. Kako ste res potem zdaj zadovoljni s to novo prenovo in kaj tudi novega prinaša vsem tistim, ki vas bodo prišli obiskat? Ja, to je zdaj pač vse na novo, les, ograja, vse na novo. Zdaj, mi smo to naredili po standardi, pač kak treba. Prej to ni bilo tako, ne. Zdaj pa dosti otrok se vozi, moraš ograjo pač pošlihtati, kak treba. Ka voda je le voda. Glede na to, da sva že pri vodi, ne moreva mimo letošnjih neurij. Reka Mura je bila res zelo visoka, poplavljala. Koliko je to vplivalo na vaš Tinekov brod? Ja, glejte, tako je s to veliko vodo, ne, s tem se moraš sprijazniti. Mi smo v naravi, pač ne moreš nič se sprijazniti. Jaz imam tam 1 kilometer pač gozdne poti, ko pridem do broda. Sedaj sem se vozil s čolnom. To se pravi, 1 kilometer s čolnom, vse na cesti je bila voda 1 meter, pa še več globoka. S tem, ko ograjo nam je odneslo, tisto pač par stvari, ko se ne dalo pospraviti, nam je tudi odnesla. Še pa ena stvar je, bila je fejst velika voda, pa hitro je utekla. Če tega ne bi bilo, bi še toga bilo vsega več blata pa. Imamo še pa to eno dobro stvar, ko je sparkirane, pač prives je na našoj strani prekmurske. To se pravi, ko glavni tok vode je na prleškoj strani, vsa velika dreva pa vse gre tam dol. Tako to pač nam je nekako usmiljeno, to nam je Bog dal. Ampak ste zdaj vse uredili tako, da že lahko pridejo obiskovalci spet k vam? Ja, zdaj trenutno je to vse gotovo. Na enoj strani prleškoj še moramo malo podes porihtati, to bomo v kratkem. Tako lejko nas obiščete, pokličete, peljemo vsak dan, tako ni problema.
Jože Pozderec, lastnik Tinekovega Broda, ki vozi med Gornjo Bistrico in Moto. Hvala lepa za tole predstavitev, za vse povedano. Ob tem pa dodajmo še, da se projekt Poti reke Mure končuje z 31. decembrom in da sta ga sofinancirali Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.